Glavna sponzorja oddaje sta Lumar in Mile Slovenija. Dober dan in lep novembrski pozdrav v naši oddaji Za zdravje. Današnjo začenjamo z zdravilnimi zelišči. Vsi vemo, da v sebi skrivajo zakladnico zdravilnih snovi, največ pa tista, ki so vzgojena na ekološki način. Zgodilo se je pred mnogimi leti. Bila je ideja, misel, da bi se vrnili v čas in se spomnili, kako je potekalo kmetovanje pred 1000 leti. Dopustiti rodovitni zemlji, da v njej zraste, kar zraste naravno, brez kakršnega koli posredovanja. Zrasel sem na kmetiji v območju Waldwiltra in si želel dolgoročnega sodelovanja z ekološkimi kmetovalci na tem območju. Razumel sem njihove vrednote in te še povečal. Tako je nastala družina Sonnentor. Srečala sva se pred približno 23 leti. Vprašal me je, ali bi zanj gojil zelišča. Po kratkem premisleku sem pristal in vse od takrat za podjetje Sonnentor gojim zelišča. Želeli smo vzgajati zelišča, v tem so naše srce, strast in energija. Ko grem na polja, se mi zdi, da meditiram. Vem, da ko grem sejat semena, bodo ta, ko se bom po 2 ali 3 tednih vrnila, vzklila. Človek kar stoji tam in vzklikne, ter si misli, to je čudež. Vsega ne moremo vzgojiti v Avstriji, ker za vse rastline nimamo ustreznega podnebja. Zato smo se zgodaj podali na lov za enako mislečimi ljudmi zunaj avstrijskih meja. Naš cilj je omogočiti, da si majhni kmetje prislužijo dovolj denarja, da lahko preskrbijo svoje družine. Povsod gre za enake stvari, naj si gre za Indijo, Tanzanijo, Kitajsko ali Južno Ameriko. Ljudje povsod po svetu si želijo dobrega dela in družinskih vrednot. Posebnost tega, da se gojenje rastlin odvija v Romuniji, je zlasti v visoki vsebnosti eteričnih olj v rastlinah, kar prinese visoko kakovost pridelka. Kakovost naših izdelkov je tako visoka zaradi tega, ker organiziramo veliko seminarjev za naše kmetovalce. Poučimo jih o tem, kako ustvariti le najbolj kakovostne pridelke. Filozofija Johannesa Gutmana in kodeks ravnanja družine Sonnentor temeljita na zdravju, užitku in čisti vesti do soljudi in okolja. Družina Sonnentor ne ceni zgolj sodelovanja in izmenjave idej, temveč tudi kulturo praznovanja in tradicijo.